Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Komunala Kranj je na dan zemlje ob bogatem kulturnem programu učenk in učencev osnovne šole Orehe Kranj v javno uporabo uradno predala gozdno učilnico Drvolovka, eno izmed postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta. Inovativni prostor ob kanjonu Zarica združuje trajnost, krožnost in pedagogiko, z unikatnimi vsebinami pa bo privabljal izobraževalne ustanove iz celotne Slovenije ter nudil edinstveno izkušnjo učenja v naravi. Živi nas in narode, ki hrebni dočaka k nam, na gorah sonce hodi, prepiri sveta upregna. Da rojak prost bo vsak, neurak le sosed pomeja. Da rojak prost bo vsak, neurak le sosed neurak le sosed Se lepo zahvaljujeva Neži Kržišnik za tako čudovito izvedbo naše himne. Spoštovani gostje, podžupanja mestne občine Kranj Manja Zorko, direktor komunale Kranj Matjaž Berčon, ravnatelj osnovne šole Orehe Kranj magister Drago Zalar in vsi drugi gostje, dragi učitelji, starši, učenci in vsi prijatelji našega mesta. Danes je prav poseben dan. Ne samo zato, ker stojimo tukaj v Kranju ob otvoritvi gozdne učilnice Drvolovke, ampak tudi zato, ker danes praznujemo dan Zemlje. Dan, ko se spomnimo, da naš planet ni samo umeven, da ni nekaj, kar imamo na zalogi, kot zvezke v torbi, čeprav bi bilo to včasih zelo priročno. Zemlja je naš edini dom in z današnjo otvoritvijo pravzaprav na nek način Zemlji izrekamo hvala. Komunala Kranj danes v javno rabo predaja gozdno učilnico Drvolovko. Vabljeni vsi, še posebej vedoželjni učenci vseh let. Učenci v osnovni šoli Orehe Kranj vemo, da bo pouk boljši, ko se bomo sprehodili do parka Zarta, njegove gozdne učilnice in se učili na svežem zraku, da bomo v popodnevih peljali na sprehod tudi družino in še njih kaj novega naučili. Naprimer, kako se je nekdaj reka Sava zarila v prodnate naplavine in ustvarila sotejsko Zarto, danes Zarico. Da je bil na tem mestu včasih zatok reke Save, ki je naplavljal in lovil hladovino, torej lovil drva. Aha, od tu torej ime Drvolovka. In da v kanjonu celo rastejo planike. Ne samo to, pač pa je tudi najnižje rastišče planik v Sloveniji. Obdaja nas tako neverjetno lepa in pestra narava. To bo torej prostor, kjer se bodo otroci in odrasli igrali ter učili in vsi skupaj gradili boljši svet. Na naši šoli, osnovni šoli Orehe Kranj, že vrsto let z veseljem sodelujemo s komunalo Kranj. Skupaj se učimo, kako skrbeti za okolje, kako pravilno ravnati z odpadki in kako tudi majhna dejanja naredijo veliko razliko. In prav lepo je videti, da se to sodelovanje nadaljuje z današnjo otvoritvijo gozdne učilnice Drvolovke. Leta je del parka Zarta, ki nas uči, da nič ni zares odpadek, če znamo pogledati drugače, da lahko iz starega nastane novo in da prihodnost ni nekaj, kar čakamo, ampak nekaj, kar ustvarjamo. Ne morem verjeti, da bom to rekla, ampak komaj čakam jesen. Na prvi šolski dan. No, to pa še ne. Veselim se počitnic, ki pridejo najprej na vrsto. Mislila sem na jesensko otvoritev parka Zarta. Morda smo še mladi, ampak vemo eno pomembno stvar. Zemlja nam ne pripada, mi pripadamo njej. In če bomo za njo skrbeli, bo tudi ona skrbela za nas. Zato naj bo današnji dan začetek nečesa lepega. Drvolovka je del mozaika učenega poligona parka Zarta, kjer se bomo skupaj učili in izmenjevali dobre ideje. Midva se že veseliva, kaj pa vi?
nadaljevanju pa vas lepo vabiva, da prisluhnete otroškemu pevskemu zboru Osnovne šole Orehe Kranj, ki ga vodi učiteljica Polona Eržin, ki nas bo popeljal na izgubljene stezice. Prisluhnili pa bomo tudi Staši Kuralt na trobenti in Kajeta Norneško na harmoniki. Pika Križaj s pesmijo popeljala na travnik. Zatem si bomo ogledali plesno točko petošolk Ize Radej, Ive Grašič, Amande Kukolaj, Brine Kuriđa, Elize Veternik in Sare Nacevski in na koncu poslušali še šolsko himno Osnovne šole Orehe Kranj, ki jo bo zapela nekdanja učenka naše šole in bodoča učiteljica Neža Kržišnik. I'll step in. Know just how to make a scene. Just me, myself, my best friends. I like it. As simple as that. That's right. I like it. I keep coming back. I don't need nobody trying to tell me how to run it. Found myself somebody's about to turn it to 100. They like it. It's simple as that. That's right. They like it. They keep coming back. Simply we do what we do. Wanna pull up on us, checking out the gate and come through. We can run it, run it, run it. No, this ain't a debut. Love me once and know you love me twice. Love me once and now he turns to nice. La 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 la. I don't need no cookie cutter, perfect ordinary. Can find me under ride or die inside that dictionary. Babe, they like it. It's simple as that. They keep coming back. Oh, we act like Sunday, we do what we
Lipi visoki, naša šola stoji. Kamor pogledaš, so zeleni travniki. Veveriček s knjigo je naše šole znak. Na orehah vabljen je prav vsak. V šoli se učimo, bonton osvajamo. Znanje za življenje si tu nabiramo. Prijatelje spoznamo, ljubezen najdemo. Za lepši svet si prizadevamo. Prijatelji smo vsi, ker si pomagamo v težkih dnevih. Zato podajmo si roki, stisk roke naj pove, verjamem vate. Učitelji prijazni vedno nas podpirajo. Če smo nagajivi, pa nas strogo gledajo. Radi imamo šolo, še bolj počitnice. Mladi smo, zato uživajmo. Mladost življenja lepa je, ohrani upanje in stopi v novi dan. Verjemi, na svetu bo manj laži, preproste so stvari s pravimi prijatelji. Dajmo zdaj skupaj. Prijatelji smo vsi, ker si pomagamo v težkih dnevih. Zato podajmo si roki, stisk roke naj pove, verjamem vate. Nastopajočim sedaj pa lepo vabiva še naše posebne goste, da ob tem lepem dogodku povedo nekaj besed. Na oder vabiva podžupanjo mestne občine Kranj gospo Manjo Zorko. Direktorja komunale Kranj gospoda Matjaža Berčona. Ravnatelja osnovne šole Orehe Kranj gospoda Draga Zalarja. Bom kar je začela. Ja, čudovito himno imate in kot v himni pravi besedilo, ne, da je šola obkrožena z zelenimi travniki, bo pa zdaj šola obkrožena še z eno čudovito gozdno učilnico. In verjamem, da bo to eno čudovito učno okolje za učence, učenke te šole, pa verjamem tudi za učenke in učence ostalih osnovnih šol in drugih šol v Kranju in v okolici. Kaj je lepšega, da proslavimo Dan zemlje na tak način, da otvorimo takole gozdno učilnico in to v okolju, ki sicer med Kranjčani morda velja, ima čisto druge predpostavke in sinonime, ne? Pa vendarle po zaslugi komunale Kranj in seveda vseh ostalih akterjev, kamor seveda šola izrecno visoko kotira, ne? Da se na tem območju pravzaprav postaja to območje krožnega gospodarstva, kjer zopet prisluhnemo naravi, se zopet vračamo naravi in pravzaprav čisto nov prostor tukaj postaja. Ko sem tamle stala v publiki, sem slišala tukaj le zadnji polno enega ptičjega petja, a ne, kar pomeni, da Zarica ni
Zarica, smetišče, čistilna naprava, ampak je tudi kraj, kjer se srečamo tudi z naravo. In sem vesela, da pravzaprav tale kanjon reke Save, ki je sicer marsikateremu Kranjčanu še nepoznan, da bo tudi s to gozdno učilnico se mu približal. Kot ste slišali, ne, je to najnižje rastišče Planike v Sloveniji in ta kanjon je res čudovit. In pravzaprav ta učilnica bo uvod v ta kanjon in v spoznavanje narave in res najlepša hvala komunali, šoli, da v takem lepem sodelovanju ta gozdna učilnica nastaja in da res tule postaja en prostor, na katerega bomo vsi Kranjčani lahko ponosni. Tako da hvala lepa in upam, da boste s pridom otroci uporabljali tole učilnico, da boste tudi popoldne prišli, ne samo takrat, ko je šola, ne? In spoznavali, prisluhnili naravi, ptičem in opazovali, kaj se v bistvu vse tukaj dogaja. In res hvala lepa za ta čudovit nastop, ki ste nam ga pripravili. Hvala. Hvala za besedo. Prijazen pozdrav še z moje strani. Najprej seveda čestitka vsem nastopajočim. Bravo, odlični ste bili. Dajmo jim še en aplavz. Ja, tudi mene veseli, da, tako kot je že gospa Manja povedala, pravzaprav današnji praznik zemlje, današnji rojstni dan zemlje in samo eno mamo, na kateri smo, pravzaprav tule na temu delu obeležujemo tako, da pravzaprav odpiramo novo gozdno učilnico. Vsekakor lahko rečem, kot ravnatelj šole, da se tega seveda zelo veselimo. Lejte, dobivamo neko, bom rekel, zanimivo, sodobno učno okolje v naravi. To je pravzaprav sodobni trend, ki ga družba rabi, torej da otroke peljemo tudi ven. In če pomislite še to je samo streljaj pravzaprav od naše šole, ko bo narejena še bližnjica, bo pa še manj kot streljaj, se pravi, je to čist nam pred nosom. Tako da mi bomo seveda z veseljem izkoriščali to, kar dobivamo zdaj tukaj na tem kraju. Torej se veselimo vsega tega. Tudi jaz rečem tako, kot je gospa podžupanja povedala, torej eno je gozdna učilnica Zarta, tukaj, ki je za nami, drugo je potem seveda klele vstop v kanjon, torej reke Kokre, zelo lepi razgledi recimo se pojavljajo in pa potem seveda naprej v nadaljevanju še torej pot jeprškega učitelja, ena taka zaključena celota. Mi se tudi, vam povem, ravnatelji že pogovarjamo. Jaz sem med drugim predlagal, da bi to bil izhodišče in tudi to, kar sem se omenil, pravzaprav en kulturni dan, temu bi dodali recimo še Simona Jenka, pač pesnika z našega okolja in lejte, imamo v nekem domačem okolju, pravzaprav veliko za pokazati in za povedati. To je pa tudi bistvo, otroke, seveda je prav, da jih peljemo tudi kam drugam, ampak začne se pa doma, tukaj v lokalnem okolju. Jaz sem vesel vsega tega, kar torej tukaj nastaja, pa še bo kaj nastalo. Vesel sem pa tudi tega, da ste danes pravzaprav prišli, da je to en takle, lejte, dogodek, je lahko tako dober program, če ljudi ni, potem ni ta prav dogodek, ampak vi ste dokazali, da vam je mar in to je to. To šteje. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani oziroma strani našega podjetja. Zahvaljujem se obema predhodnikoma, sogovornikoma, v prvi vrsti pa seveda nastopajočim, našim najmlajšim, katerim je pravzaprav tale, bom rekel, produkt tukaj zadaj, tale kotiček tudi namenjen. Kot je podžupanja omenila, marsikdo starejše generacije v Kranju imajo v percepciji Zarice nek zanemarjen kraj, kamor se vozi smeti. Še nekaj nedolgo nazaj, nekaj let nazaj, so bili dejansko tukaj kupi smeti, neurejena parkirišča in tako dalje. Kot vidite, zdaj v zadnjih 2-3 letih to intenzivno urejamo. Želeli bi, da seveda res Kranj kot celota v bistvu nekako dojame, da se tukaj zdaj v bistvu ustvarja nek nov prostor,
ki bo namenjen predvsem izobraževanju. Na mladih, na najmlajših svet stoji, oni še niso okuženi s tisto miselnostjo, s katero smo mi mogoče še gor rasli, ko je bilo čisto normalno voziti smeti tamle čez rob v Gmajno in tako dalje. Nimajo, bom rekel, tiste podobe, kot je nekdaj bila in v bistvu zato tudi mi največjo pozornost, ne samo z gozdno učilnico, ki je seveda, kot rečeno, prva točka. Tukaj, kot vidite, nas še čaka nekaj urejanja pred novo upravno stavbo, ki bo spet v pretežni meri predvsem namenjena mladim generacijam, mlajšim generacijam, tudi v sami upravni stavbi. Ta štrleči del tamle v pritličju je dejansko učilnica, torej predavalnica. Že danes v teh naših prostorih na našem območju gostimo različne šole, vrtce. Dostikrat nas seveda povabijo tudi v svoje prostore, kar je pač lažje izvedljivo, tako da se bomo seveda z vsem tem, kar dobivamo zdaj v roku parih mesecev, torej z naslednjim šolskim letom tej zadevi oziroma temu poslanstvu še toliko bolj posvetili. Tako da res hvala vsem, tudi mojim sodelavkam, sodelavcem, ki ste tukaj stiskali, bom rekel, pesti in še kaj drugega še danes v zadnjem trenutku, da je na današnji dan Zemlje v bistvu simbolično ta učilnica predana svojemu namenu, ob lepi zeleni kulisi, ob lepem sončnem dnevu in naj nam bo vsem skupaj v veselje tale današnji priložnostni sprehod, potem pa, kot rečeno, kadarkoli lepo povabljeni, da nas še večkrat obiščete. Gozdna učilnica Drvolovka je umeščena na vstopu v kanjon Zarica ob reki Savi, v tisti del kranjske narave, ki morda ni tako prepoznaven kot kanjon Kokre, a vendarle skriva izjemno lepoto in mir. Območje, kjer nastaja park Zarta, se iz degradiranega prostora spreminja v osrednje regijsko središče krožnega gospodarstva, ki povezuje naravno dediščino s sodobnimi trajnostnimi rešitvami. Ime Drvolovka prikupno obuja spomin na preteklost tega okolja, na nekdanji rečni zatok, kjer so se naravno zbirale rečne naplavine. Ne reže. Jaz sem tudi. Evo, otroci, dobo. Bravo. Primaren delno, evo. Kakšen je torej prvi sprehod skozi Drvolovko? Ja, dober, vesel, seveda, mi smo z veseljem že pričakovali to zadevo, se veselimo tega, da je zdaj to odprto, da nam je na voljo in seveda mi bomo z veseljem to izkoriščali. Tako kot sem pač povedal, to je v neposredni naši bližini, je to neko učno okolje v naravi, kar je seveda zelo, zelo, zelo dobro. Na zanimiv način, tukaj le kar poskeniramo. Ja, tukaj le imamo recimo pač nek obvestilni list, ki ima QR kodo gor, poskeniraš to zadevo in potem slišiš o hrastu in pač o drugih rastlinjah, ki tukaj pač rastejo. Torej, na smetišču v bistvu zelo poučna zgodba. Ja, tako, torej dobiva to okolje tudi neko novo dimenzijo, neko novo vsebino, bom rekel, tudi tako svetlejšo, samo tisto, kar je nekoč bilo, se zdaj, bom rekel, močno spreminja in verjamem, da bo to sčasoma postal pravzaprav eno od središč dogajanja tukaj v tem okolju. Zdaj pa še otroke vprašamo, kaj si videl tukaj v Drvolovki? Dom, pa hrast, pa šolo, pa velike enih stvari. Danes ta isti prostor služi kot suhi zadrževalnik padavinske vode in živahnosti čišče znanja na prostem.